Gospodje, vodja okrogle mize že pogleduje na svojo uro, ki nakazuje samo nekaj in to je začetek. Pa otvorimo serijo okroglih miz, ki bodo zagotovo ponudile zanimive vpoglede v današnje tematike. Vodja, kot rečeno, docent dr. Nec Brezovar, sodelujoči pa, da jih še enkrat predstavim, če ste se sočasno preveč osvežili na tem coffee breaku, Tina Divjak, namestnica predsednika Komisije za preprečevanje korupcije, dr. Kornelija Marzelj, varuh človekovih pravic Republike Slovenije, Eva Treven, generalna direktorica Direktorata za kakovost z Ministrstva za javno upravo, magistrica Teja Božović-Holc, generalna sekretarka iz Generalnega sekretariata Ministrstva za okolje, podnebje in energijo in Nevenka Pržan, predsednica uprave Luka Koper d.o.o. Gospod Brezovar, izvolite. Najlepša hvala za besedo. Najprej seveda en lep pozdrav v mojem imenu. Lepo je videti toliko poznanih obrazov, s katerimi se vsako leto srečujemo in seveda tudi tistih novih, ki pa sem prepričan, da boste naslednje leto ponovno prišli. Meni je pa prav posebno zadovoljstvo in tudi čast danes, da imamo v sebi, bom rekel, eminentne strokovnjakinje, ugledne gospodarstvenice, uradnice tudi na položajih in naprej. In tudi to na nek način je bila današnja tema, veliko se govori seveda o kakovosti. Zdaj, različne kriterije imamo, ampak seveda tema pri nas danes je kakovost torej državnih organov. Zdaj, aktualnih izzivov je več, vi, ki delujete v praksi, seveda se z njimi srečujete dnevno. Cilj današnje okrogle mize pa je, da se odkrito, da jaz pozivam vse udeležence, da ko vas bo malo zaščemil jezik, kar dvignete roko, povprašate, čeprav bomo na koncu bomo tudi pustiti nekaj časa seveda tudi za vprašanja. Namreč, jaz sem udeleženkam poslal neko raziskavo, EU raziskava je bila narejena, tudi OECD je bil zraven, torej o zadovoljstvu javnih uslužbencev. Kaj je bilo meni najbolj zanimivo v tej raziskavi, sploh glede na to, da bom rekel, imamo v sebi same vodstvene, vodilne kadre, je, da smo v Sloveniji očitno povprečni oziroma v podpovprečju ravno na področju vodstva in pa inovacij. To je dve stvari, s katerimi se zelo radi tudi malo pohvalimo. Tako da mogoče, da začnemo z enim takim malce provokativnim vprašanjem, mogoče gremo kar po vrsti, torej katere, naprimer, ukrepe, ali pa kakšne skupne ukrepe vidite, da bi morale, naprimer, vaše inštitucije sprejeti, da bi lahko govorili o nekem izboljšanju kakovosti vodstev, ali pa rečemo tudi inovacij v vaših organizacijah, ali pa rečemo v širši javni upravi. Zdaj se razumem, da je to malo provokativno, ker ste del vodstva, pa vendarle lahko ste tudi malo samokritične, karkoli. Predajam besedo. Hvala, lep pozdrav. Tukaj je zdaj vaja o tem, kako ubiti vzdušje o motivacijski razpravi o kakovosti začne z Komisijo za preprečevanje korupcije. Ampak bom poskušala to popraviti, se pravi začeti pozitivno. Zdaj sama kot namestnica predsednika KPK, kot del senata in kot nekdo, ki je na tej funkciji malo več kot eno leto, prihajam pa iz čisto drugih vod, sem si pred začetkom mandata zadala ravno to, kako dvigniti kakovost, kako motivirati delavce, naše strokovce, ki so vsakodnevno soočeni z pritiski. Ker to so ljudje, z katerim delom nikoli noben ni zadovoljen. Zakaj? Zaradi tega, ker mi v glavnini gledamo kršitve. Preiskujemo različne kršitve Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. To je pri nas tako imenovano tekoče delo. To je en izmed terminov, ki mi grejo kar lase po konci, ko to slišim, ampak skratka, to je dan za dnem kopanjem velikega števila prijav, v kamnolomu vedno znova pade nekaj dol,
preiščemo, najdemo kršitev, če jo najdemo, ni zadovoljen tisti kršitelj, niso zadovoljni mediji, ali levi ali desni, kdorkoli, skratka, če gre zadeva prepočasi, vodstvo ni zadovoljno, če gre zadeva prehitro, spet nekdo ni zadovoljen, skratka, cel čas nekdo kritizira. Ali tisti, ki veliko vedo o tem, največkrat pa tisti, ki o tem ne vedo kaj dosti. In to je zelo demotivirajoče okolje. Hkrati so pač naše notranje enote zelo različne med seboj. Se pravi, od teh nadzornikov, ki preiskujejo kršitve, na drugi strani do preventive, ki ima bolj mehke vsebine, seveda, ki se trudi nekaj spremeniti, delati na prihodnjih generacijah. To je pač tek na dolge proge, ki pa nima takojšnjih rezultatov. Skratka, precej komplicirana situacija. In kot rečeno, sama sem si zadala za cilj veliko delati na delovni klimi. Tako zelo, da je bil po vsakem delovnem sestanku, ki smo ga imeli, krožna šala, danes je imela pa samo 5 minut o delovni klimi, ampak meni se zdi zelo pomembno o tem govoriti, ne samo pri nas, ampak nasploh v javni upravi, mi temu rečemo razvijati integriteto organizacije. Ker integriteta organizacije ne pomeni samo, da ti kot organ, institucija delaš zakonito, odgovorno, transparentno, pomeni tudi, da vodiš z zgledom, da si dober vodja, da delaš to, kar govoriš, da motiviraš, vključuješ svoje zaposlene, da vedo, zakaj delajo to svoje tekoče delo, kakšen je njihov rezultat, kaj se bo spremenilo, da aktivno rešuješ konflikte. Predvsem se mi zdi pa pomembno, da postavljaš neke cilje za organizacijo in da v bistvu vsak zaposleni ve, kam v tem konglomeratu sodi, kaj prispeva za to, da je lahko vsakodnevno zadovoljen tudi v svojem težkem tekočem delu. Tako da jaz bi rekla, delovna klima je tista, ki največ prispeva k kakovosti javne uprave. Za začetek, da ne ubijem vzdušja s KPK. Zdaj sama prihajam iz varuha človekovih pravic, kjer bom rekla, ne delamo samo kritik, temveč poskušamo pomagati tistim, ki se na nas obračajo. Kaj je pri meni ključnega in na kaj opozarjamo naše sodelavce oziroma skušamo tudi sami se skozi temu slediti. Prvič, delajmo tako, kot sami želimo, da bi drugi delali z nami. Torej poskušamo ljudem, tistim, ki se na nas obračajo, pomagati. Zdaj, to je to, včasih se morda popravilo, res ne da tako pomagati, lahko pa človeku pomagaš čisto po eni človeški poti, da ga usmeriš na tisto pot, ki pomeni neko rešitev v dani situaciji. Potem pa še nekaj, kar se mi zdi zelo pomembno, da poskušajmo naša mnenja, kritike, priporočila napisati tako, da ne prihajamo v konflikt s tistimi, na katerimi to naslavljamo. Kajti skupen cilj nam mora biti, da situacijo izboljšamo, da kršitev in nepravilnost odpravimo, ker le tako tudi pomagamo tistim, ki opozarjajo na določeno kršitev, na določeno nepravilnost. Tako da moj moto in meni se zdi to, da je to ključnega pomena. Seveda, mogoče bi še nekaj upozorila, želimo se pa nas tudi, da so vsa tista naša mnenja, nekaj priporočila, ki jih pač nastavljamo tako na posameznike, kot tudi na tiste organe oblasti, ki pač kršijo, to so samo organi državne uprave, temveč tudi drugi, ki so morda še večji meri kršitelji. Skušamo ta mnenja napisati tako, da ljudje to tudi razumejo, ker to je tudi ključnega pomena. Če ti pač prepišeš neko besedilo iz zakonov, iz pravnih aktov, dajte nam je, ko še mi pravniki včasih ne razumejo, kaj da bo to razumeli ljudje. In to je tisto ključno, kar se mi zdi, da vpliva na neko kakovost naše inštitucije. Seveda je pa momentov, okoliščin, kar delamo, kar počnemo še zelo veliko, ampak danes pač nekaj misli o tem. Lep pozdrav tudi v mojem imenu. Moram reči, da sem si najprej napisala odgovor, ampak sem si premislila, ko sem zjutraj gledala nagrade po premik naprej, podeljevanje.
In povsod je bilo poudarjeno eno in isto. Sodelovanje, zavzetost, motiviranost sodelavcev, brez katerih ničesar v resnici ne bi bilo, povezovanje med različnimi institucijami in pa predvsem tisto, kar je tudi raziskava sama ugotovila, ustrezno vodenje naših zaposlenih. Jaz moram malo ponosno povedati, glede na to, da MJU je bil nosilec te raziskave, da MJU odstopa od povprečja navzgor glede na zadovoljstvo z linijskimi menedžerji. Ampak vendarle, glede na to, da smo tudi mi tisti, ki smo sistemsko pristojni za odpravo administrativnih ovir in za spodbujanje inovacij, tisto, kar bomo še dodatno okrepili, je seveda ta kultura inovacij, dopuščanje prostora za napake. Ko poslušamo gospodarstvenike redno po televiziji, po raznih okroglih mizah, tam je povsod poudarjeno, kako zelo pomembno je dopuščati svojim sodelavcem, da se zgodi tudi napaka. Ali isto velja po drugi strani tudi za javni sektor, mogoče bomo o tem lahko še kaj tudi v nadaljevanju spregovorili, brez strahu, da boš naslednji dan v mediju pod drobnogledom nadzornih organov. In tisto, kar moramo krepiti v resnici, je tudi znanje, ker znanje krepi samozavest, sodelovanje, upoštevati demografijo, tudi da nas je čedalje manj in da tudi v javnem sektorju bo posledično čedalje manj zaposlenih in neka skupna pozitivni pristop k sodelovanju je pač nujen pogoj, ki ga moramo razvijati v vseh naših organizacijah. Lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu. Najprej mogoče opravičilo, danes rahlo na slabem glasu, pa vendar vidim in diham morski zrak in upam na bolje. Če se osredotočim na to raziskavo, ki smo jo opravljali v organih javnega sektorja oziroma v državnih organih, res je, vodstvo je tisto, ki nam tukaj manjka. Mogoče bi začela kar s svojim primerom. Sama sem začela kot štipendistka vlade na Ministrstvu za okolje in prostor, torej kot pripravnica. In počasi sem lezla preko svetovalke, višje svetovalke, podsekretarke, sekretarke. Zdaj sem prišla na položajno delovno mesto generalne sekretarke. Kaj se mi zdi tukaj tisti manjko? Neko nepisano pravilo v državni upravi je, da najboljši strokovnjak postane vodja notranje organizacijske enote. Ampak mi nimamo teh menedžerskih, vodstvenih kompetenc. In morda raziskava odraža prav to. Mogoče bi izpostavila za začetek ta vidik, da bo potrebno naslavljati torej vodstvene kompetence, tudi dela se prenova kompetenčnega modela. Verjamem, da bo uspešna in bo sledila pač tudi tem zaznanim pomanjkljivostim v raziskavi. Torej vodstvo je tisto, ki drži skupaj zaposlene, vodstvo je tisto, ki pelje skupaj zaposlene v neko prihodnost. In k temu se trudimo slediti tudi tisti strokovnjaki, ki morda še nismo osvojili ali pa usvojili vseh vodstvenih kompetenc. Dober dan, lep pozdrav z moje strani Vika Koper. Najprej najlepša hvala organizatorjem za to povabilo. Mislim, sem zelo vesela, da bom lahko z vami delila nekaj misli z druge strani. Uporabnika vseh vaših storitev. In seveda iskrene čestitke vsem finalistom natečaja Premik naprej. In bilo mi je v veselje videti ves ta napredek tako v živo in tudi dejanske premike na vseh področjih, ki so nas vseh polna usta, in digitalizacija, in sodelovanje in tako naprej. Mislim, da je to, kar smo danes videli, en lep primer, kako lahko z nekim vztrajnim delom in sodelovanjem vseh vpletenih, kot so gospe že pred mano povedale, se zadeve dejansko premaknejo. Veselje mi je tudi bilo, da je gospa Treven omenila napake.
Pa naj začnem ta moj del morda z eno napakico, ki se je prikradla organizatorju. Luka Koper ni DOO, kar pomeni ni družba z omejeno odgovornostjo, ampak je delniška družba, katere delnice kotirajo na Ljubljanski borzi. V 72% lasti smo države oziroma paradržavnih inštitucij in mestne občine Koper, 28% je pa free float, torej imamo male delničarje. Tako, za uvod. Po mojem so to namenoma naredili, da malo izzovem tole akcijo. Morda naprej. Luka Koper kot delniška družba je leta 2008 pridobila, evo, to je pa sodelovanje. Luka Koper kot delniška družba je leta 2008 pridobila koncesijo za upravljanje koprskega pristanišča. Ta koncesija se izteče leta 1943. Koprsko pristanišče kot tako je objekt posebnega državnega pomena in kritična infrastruktura. Verjamem, da marsikdo od vas to že ve, saj z vami in z organi resno sodelujemo. Upravljamo tudi 2 gospodarski javni službi, pobiranje odpadkov z ladij in vzdrževanje javne infrastrukture za javni promet. Znotraj Luke smo si že v mandatu te uprave zadali, da dejansko pregledamo vse naše procese, tudi z vidika malo manj simpatičnega vidika, to je z vidika potencialne korupcije. Identificirali smo 2 procesa, to sta nabavni in kadrovski, v okviru namreč uvajanja projekta ISO 37001, to je anti-bribery ISO certifikat in kot eni prvi v Sloveniji smo ta certifikat tudi dobili. To pomeni, da smo v procese vgradili dodatne kontrole, ki dejansko seveda naj bi omogočale vpogled in preprečevanje nekih tovrstnih zlorab. Kot rečeno, pa vsak dela napake, in zato so vsa sodelovanja, ki jih imamo z vami, izjemno dobrodošla. Tako mi nekaj vidimo, vi vidite mogoče nekaj drugega in smo za vse pobude, ideje odprti, kot seveda računamo, da ste odprti tudi vi. Najlepša hvala za tele uvodne predstavitve. Najprej seveda je na mestu, da se opravičam za tole napakico. Čeprav jaz mislim, da ni bila napaka, jaz mislim, da so to naredili namenoma, zato da se jaz zdaj predvsem posujem s pepelom. Tako da, ampak se iskreno opravičujem, tudi meni moram reči, da sem prej gledal, je to malo ušlo. Še enkrat. Zdaj pa mogoče, če na kratko še en krog naredimo, pa jaz sem malo že namignil, seveda, o čem bi se pogovarjali, pa vendarle mene zanima naslov je kakovost. Kako pa vi na kratko, če bi, ne bom rekel nek odnos profesor-študent, ampak če bi vas jaz vprašal zdaj, kaj pa za vas na vašem področju sploh pomeni kakovost? To je zelo abstrakten pojem. Oziroma bom rekel, področje, na katerem delujete, pokriva tudi določena zakonodaja. Ali vidite morda, na primer, kakšen predlog, ki bi ga lahko odločevalcem podali, ki bi pa pripomogel k izboljšanju kakovosti vašega dela oziroma dela vaših inštitucij oziroma delniških družb? Pri nas, ne bom rekla, da enačimo, ampak seveda je kakovost temeljni del integritete. To je naša tema, to je to, o čemer mi želimo govoriti. Skratka, pošteno delo, pravično, odgovorno, transparentno. Trdno smo prepričani, da če tako delamo,
to pomeni avtomatsko, da delamo tudi kakovostno. Eno izmed orodij, ki je eno naših temeljnih institutov, ki k tem pomaga, je načrt integritete, ki ga morajo imeti vse javne institucije, družbe, državni lasti in podobno. Gre za orodje, ki je temeljno orodje zagotavljanja skladnosti poslovanja. Kaj to zdaj v praksi pomeni? Načrt integritete je v bistvu tako referenčna ambulanta. Ko gremo v referenčno ambulanto, da že malo prej vidimo, kaj bi bilo potencialno narobe, da nas potem pošljejo k specialistom in nas zrihtajo prej, bolje preventiva kot kurativa. In točno to je načrt integritete. Gre za to in verjamem, da veliko od vas, ki pač morate letno poročati, ste ga vzeli kot zelo neko formalno orodje, ampak dejansko, če ga pa razumemo, gre pa za orodje, ki nam pomaga premisliti, z katerimi različnimi tveganji se pri našem delu srečujemo. To je točno to, kar je gospa Kržan prej govorila. Se pravi, ne govorimo samo o antikorupciji, lobiranju, nasproti interesov in podobno, ampak gre za orodje, ki vam pomaga premisliti vse vaše notranje procese, tako upravljanje s kadri, s financami, kakor tudi silno upravljanje z zakonodajo, ki jo morate spoštovati. Pa mogoče vprašanje za vas, koliko od vas misli, da imate na vašem področju preveč zakonov? V resnici sem mislila, da vas bo več, tako da ste mi malo ubili nadaljevanje. Ampak, hvala, tudi na levi strani. Skratka, NČI je tukaj zato, da vam pomaga, da se skupaj z ekipo sodelavcev usedete in premislite, na področju GDPR-ja je to, je to naši področni zakoni, odvisno na katerem področju delamo, zahtevajo to, pa to, pa to, kako bomo pa zdaj mi kot organ ali pa institucija to prevedli v prakso oziroma kakšne ukrepe bomo znotraj imeli, da do teh tveganj kršitev ne pride. In jaz sem zelo prepričana, zato ker sem se tudi v preteklosti veliko z ISO standardi ukvarjala. To je v bistvu vse drugačni principi, ampak pot je pa pravzaprav zelo podobna. Če bi organi uporabljali načrt integritete kot svoje vsakodnevno orodje, izvajali tiste ukrepe, ki so jih dorekli, zato ker mislijo, da jih lahko izvedejo in da so koristni za njih, bi bilo življenje precej lažje in celotna institucija bi delovala bolj kakovostno, da zaključim s to besedo. Zdaj, kaj je za nas kakovostno delo? Je naše delo kakovostno takrat, kadar je takšno, da je lahko vzgled drugim organom oblasti. Torej, biti pravočasen, strokovno ustrezen, razumljiv, doseči sodelujoče ravnanje in ob tem upoštevati dostojanstvo prav vseh v tem procesu. Zelo lepo ste rekli, pomembno je spoštovanje tudi sodelavcev, doseganje dialoga, ne iskati napake drugih, ker napake delamo pravzaprav vsi poznamo Gaussovo krivuljo, kako se deluje po njej. Tako da, če delamo tako, da smo s svojim delom lahko vzgled drugim organom oblasti, potem smo na dobri poti, sicer smo pa lahko vsi skupaj še vedno boljši. Glede na naziv direktorata sem si jaz že v začetku 2 leti nazaj kar nekaj časa vzela za to, da sem naredila svojo lastno definicijo kakovosti, ki je na začetku bila neke 3 strani dolga in potem prideš na en kratek stavek. Zame kakovost v resnici pomeni to, oziroma je odraz v prvi vrsti samospoštovanja. Zakaj samospoštovanje? Zato, ker vse tisto, kar počnemo, na kak način komuniciramo, kako si zastavljamo cilje, kako jih realiziramo, kako z drugimi sodelujemo,
je naš pečat, ki ga mi pustimo drugim. In vsi seveda si želimo, da je ta pečat za zgled in da je dober. In po drugi strani je kakovost odraz spoštovanja drugih. Tako da zelo kratek stavek je to. Spoštujem sebe in spoštujem druge. Pa vendar, če prenesem to na svoje delovno področje. Seveda kakovost predpisov, ker izhajam tudi iz projektnega menedžerstva, ki je moja goreča ljubezen, je seveda tisto, je popolnoma enako. Vse je v resnici zdrava kmečka pamet, ki jo doma v gospodinjstvu znamo uporabljati vsi. In to je jasna definicija problema, zakaj nekaj počnemo, kaj želimo doseči, kako bomo to dosegli, ko bomo to dosegli, kateri kazalniki se bodo spremenili, da bomo vedeli, da smo pri tem uspešni, s kom sodelujemo in pa seveda vmes se poigravamo še s tveganji, ki smo jih prej načrtovali. In v končni fazi pridemo do končne rešitve, ob tem, da seveda se zavedamo, da se okoliščine okrog nas stalno spreminjajo in moramo seveda tudi mi naše odločitve morebiti kdaj spremeniti, ampak to naredimo na jasen, pregleden, transparenten, argumentiran način. Tako da je vsem razumljivo, kaj počnemo. V bistvu gre za družabne igre, ne? Ja, tako jaz pravim, ko planiramo, se vedno igramo sodoku, ko planiramo tveganje, šahiramo, ker razmišljamo 3 poteze naprej, izvedba je vedno rahlo, človek ne jezi se. In od tega, kako ravnamo takrat, ko moramo nazaj v hišo in potem nazaj na polje, od tega, to je tudi odraz naše kakovosti. Zdaj pa, če se zresnem, kaj bi jaz predlagala, ker to je bilo vprašanje, ne? In jaz odgovorim. Bili smo na študijskem obisku na Finskem, kjer je stopnja zaupanja v javnosti, v politike in javne inštitucije izredno velika. Jaz sem to testirala na taksistu. Namreč imeli smo srečo, da smo ravno bili v času, v petek sem taksista vprašala, ali zaupate v svoje vlado, v svoje institucije. In rekel, brez pomisleka, da, v ponedeljek so zvišali stopnjo DDV. Zakaj? Je rekel zaradi tega, ker vem, kaj s tem denarjem, ki ga bodo dobili, počno. In tukaj pridemo pa do transparentnosti in načrtovanja dela. Finska vlada od začetka mandata v prvih 100 dneh pripravi program dela vlade, ampak ne na deklarativni ravni. Oni ga pripravijo na zelo, zelo podrobni ravni do posameznega projekta in tudi razdelijo sredstva za 4 leta naprej. In to je vse javno objavljeno na spletnih straneh. In vsako spremembo potrdi Državni zbor. Na področju zakonodaje, tisto, kar si prizadevamo in tudi bomo v naslednjem letu s 1. januarjem v produkcijo nov informacijski sistem, najprej se objavi namen zakona, cilj zakona in kaj želimo z zakonom doseči, brez da pišemo kakršnekoli besedila členov, ki jih nihče ne razume. In take tekste dajejo v javno obravnavo. Zakaj? Ker tudi z različnimi pogledi drugih deležnikov pridobivajo njihove izkušnje, njihove potrebe. Pri tem vključujejo različne organizacije, ki se na terenu pogovarjajo z ljudmi, ne gre zgolj za uradnike. Pomagajo jim pri tem tudi različne nevladne organizacije, različne druge institucije, ker se prilagajajo posameznim skupinam ljudi, da na primeren način od njih dobijo, kakšne so potrebe. No, in da ne bom predolga. V glavnem, tisto, kar bi jaz predlagala, je v resnici, da se pripravi 4-letni program dela vlade, da se javno objavi, da se spremlja in da se javno objavljajo tudi spremembe odločitev, zakaj nekaj nismo povedali, zakaj naša pričakovanja, naši cilji niso več taki, kot so bili na začetku, ker ne glede na to, da mogoče kateri skupini odločitev, katerekoli vlade ne ustreza, javno zaupa takrat, ko odločitev razume. Torej, ko govorimo o kakovosti delovanja državnih organov, danes smo že večkrat slišali, pa tudi po mojem mnenju sta tukaj 2 ključni dimenziji, in sicer na eni strani učinkovitost, to je tisto učinkovito izvajanje nalog,
ki pa ne more brez druge strokovno zaposlenih javnih uslužbencev, uradnikov. Menim, da le z uravnoteženim pristopom, ki torej na eni strani združuje to učinkovito izvajanje nalog, pa si lahko tukaj predstavljamo dosledno spoštovanje predpisov, integriteta in podobno, vse, kar smo danes že slišali, in na drugi strani strokovno presojanje. Le na podlagi tega je mogoče, če na kratko res povzamem, sprejemati kakovostne odločitve. Preden morda odgovorim, bi samo na kratko nekaj podatkov o Luki, ker želim, da razumemo, kako se Luka v tem svetu, v tej geopolitični situaciji, ki smo ji priča, uvršča. Luka Koper, pristanišče Koper, je največje pristanišče v Sredozemlju po pretovoru avtomobilov. Pretovorimo 900 tisoč avtomobilov letno. Luka Koper pretovori približno 1 133 000, to je podatek za leto 2024, kontejnerjev. Je največja luka po pretovoru kontejnerjev v Jadranu. 900 tisoč kontejnerjev je polnih, od tega jih gre 85 v države, ki mejijo na Slovenijo. Mi nismo samo slovensko pristanišče, mi smo glavna oskrbovalna veriga za Srednjo Evropo. Lani smo pretovorili 308 tisoč ton sadja in zelenjave. Večina, od 90%, gre v centralno Evropo. V tej geopolitični situaciji je torej Luka zelo občutljiv subjekt. Zdaj bom pa to povezala z eno drugo zadevo, kar je tudi naš predlog. Izrazito se mi zdi, da je kakovost poslovanja, ne glede na to, kje je, povezana s transparentnostjo. Transparentnost poslovanja in odločitev, to, kar je že gospa govorila, je ključna za vse nas in nas povezuje. In Luka kot subjekt, ki je v delni državni lasti, je zavezana zakonu o javnem naročanju. Izrazito smo pozdravili sistem tega elektronskega javnega naročanja. Mislim, da je zelo transparenten in seveda dobrodošel za vsako upravo, ker s tem lahko dejansko zagotovi transparentnost in neodvisnost teh ponudb, ki so prejete. Je pa en segment, in zato sem povedala tisto uvod, ki pa je malce dvomljiv v obstoječem sistemu zakona o javnem naročanju, in to so javna naročila za vse, kar se tiče zagotavljanja varnosti v luki. Zakaj bi morali vsi vedeti, kakšne nadzorne kamere imamo? Zakaj bi morali vsi vedeti, kakšne drone smo ravno kar nabavili? Zakaj? To zvejo vsi, tudi tisti, ki morda ne bi bilo treba, pa so izven Luke Koper. Zakaj moramo javno nabaviti sistem za zagotavljanje kibernetske varnosti? Ne vem, mislim, želimo se to vprašati, ne? Zato je bila moja pobuda včeraj, ko sem sodelovala na konferenci za Dual Use, da razmislimo in da mogoče apeliramo na zakonodajalce, da se omogoči nek še vedno transparenten način, to da v smislu 20. člena tiste točke I ali kaj D v zakonu o javnem naročanju, ki omogoča, da se neki segmenti nabavljajo še vedno transparentno. Jaz sem prva, ki to zagovarja, ampak ne na očeh celotne javnosti. Evo, to je moja predlog. Hvala lepa. Glede na čas, jaz sem obljubil, da ne bom podaljševal razprav, ker tega ne vem, čas za kosilo. In mogoče že po teh uvodnih vprašanjih vprašal, če bi mogoče, ko se je komu porodila kakšna ideja, kakšno vprašanje, pa bi naše goste že zdaj vprašal. Nič strahu. Potem bom pa jaz nadaljeval, ravno so bila omenjena, rekel tudi javna naročila, ne pa, če že
bom rekel, imam namestnico predsednika KPK-ja ravno zraven sebe. Kako pa, bom rekel, vi, na KPK-ju merite ali pa ne si zmanjšujete ta korupcijska tveganja, bom rekel, ne samo v postopkih javnih naročil, ampak tudi naprimer v postopkih kakšnih imenovanj, da je zadnje čase v medijih, to je seveda v medijih zelo odmevno, vidimo kakšne prispevke o kakšnih helikopterjih ali o kakšnih imenovanjih, o kakšne organe v sestavi na najvišje položaje in tako naprej. Mogoče kakšen komentar? Naj na začetku odgovorim na vprašanje o merjenju. Mi korupcijskih tveganj ne merimo, bi si pa zelo želeli, da bi jih. Ker poznamo pač indeks zaznave korupcije, to je raziskava, ki jo vodi Transparency International, ampak to ni točno to, kar bi mi dejansko rabili, ker pač indeks je percepcija, ker pri indeksu je zelo zanimivo to, da je pri nas indeks zaznave korupcije zelo visok, potem pa vprašaš ljudi neposredno, a ste vi kdaj sodelovali pri korupciji? Ne, to pa ne. Se pravi, zelo smo prepričani, da pač vse je koruptivno, dejansko pa mogoče ni tako. Skratka, mi bi si zelo želeli razviti neko metodologijo, aktivno razmišljamo o tem, nismo pa še tam. Zato mi korupcijska tveganja identificiramo na podlagi konkretnih primerov, ali na podlagi prijav, ki jih dobimo, ali recimo na področju javnih naročil smo eden izmed 3 tako imenovanih zagovornikov javnega interesa, kar pomeni, da lahko sami na lastno pobudo pogledamo katerokoli javno naročilo, če vidimo kakršnekoli nepravilnosti, potem pač vložimo zahtevek za revizijo, o katerem pač najbolj aktualnem ste najbrž slišali v zadnjih dneh. Kar je pa pomembno za naprej, ker posamezne kršitve, ne samo pri javnih naročilih, ampak tudi recimo pri imenovanjih, pri zaposlovanjih, tukaj kar precej nasprotje interesov, se pravi zaposlovanja svojih prijateljev, sorodnikov, družinskih članov, sosedov ali pač malo izvajanje postopkov po domače. Takšne kršitve seveda imajo grejo po 2 linijah. Pač neposredna kršitev učinkuje samo na kršitelja, ker mi pač ugotovimo kršitelj dobi globo oziroma pač kakršnokoli upravno sankcijo, ki jo lahko izrečemo po zakonu. Ampak v postopkih, kjer pa mi ugotovimo sistemska korupcijska tveganja, pa izdajemo tudi priporočila. Recimo, ne vem, v zadnjem času priporočila SDH glede zaposlovanja, recimo, ne. Potem tako imenovane revolving door, prehajanje med gospodarstvom in med politiko, tudi to je recimo vroča tema. Ta priporočila po novem od 2025 naprej javno objavljamo in objavljamo tudi odziv organov nanje. In kar je zanimivo, v našem zakonu ni pravne podlage za to, da bi se organi morali odzvati oziroma karkoli narediti v zvezi z temi priporočili. Zato pač nekateri zelo resno jemljajo, nekateri pa pač malo manj, nekateri so pa tudi precej, recimo temu, posvetljivi, kar se tiče pač kot odziv na naša priporočila. Vendar pa, odkar smo jih pa začeli tako transparentno, javno objavljati, je pa odziv v bistvu bolj pozitiven oziroma v smislu, vse premislili so in javno povedali, kaj bodo naredili oziroma zakaj česa ne bodo naredili, tako da javna objava je na nek način tudi nek način javnega pritiska na tiste, ki so ta priporočila dobili. Bi pa rekla, da pa vendarle pa v pravni državi, danes smo veliko govorili o spoštovanju. Spoštovanju do samega sebe, do drugih, pa dajmo še nekaj reči o spoštovanju do drugih državnih institucij. V demokratični državi, kjer se pravna država spoštuje, je normalno ali pa moralo bi biti popolnoma samoumevno, da se priporočila katerekoli državne institucije, ali to KPK, ali Varuh, kdorkoli, jemljajo resno in se o tem resno razmisli.
Nam se pa dogaja to, mi se že šalimo, mi lahko nehamo dajati priporočila, ampak samo rečemo, kot smo vam priporočili že leta 2022, če bi takrat ta priporočila udejanili, danes do te situacije ne bi prišlo. Tako da zdaj, ko vendarle smo v nekem, recimo, trendu pogovoru o tem, kako je to pomembno, kako je pomembna transparentnost, integriteta in podobno, in ko mediji v bistvu zelo aktivno pišejo o tem, vendarle upamo, da se bo ta raven kulture spoštovanja državnih institucij dvignila in se bo o priporočilih, pobudah in podobno resno razmislilo in na nje resno reagiralo. Hvala lepa. Dve stvari sta bili omenjeni, eno je spoštovanje, eno pa preletale javna naročila. Pa bi mogoče malo zamenjal vrstni red, pa bi se zdaj gospod Kržan, ko je ravno omenjala, prej ste omenjali gospodarske izzive. Zdaj, kako pa, bom rekel, skozi prizmo, skozi oči Luke Koper, kot ene od večjih delniških družb, kako vi, bom rekel, vidite to sodelovanje, naprimer s državnimi organi, torej na kakšen način bi se lahko izboljšala, ne si bo inovativnost, ne si bo učinkovitost ali pa konec koncev kakovost storitev v delu. Zdaj, osnovno ministrstvo Luke Koper je Ministrstvo za infrastrukturo, ki tudi podeljuje, bom drugače začela, celotno področje 288 hektarov Luke Koper je koncesijsko območje v lasti Republike Slovenije. In za vsako naložbo na tem področju potrebujemo soglasje Ministrstva za infrastrukturo v stavbno pravico, program infrastrukturne ureditve in tudi izvajamo 5-letne programe razvoja pristanišča. To sodelovanje je zgledno. Država se zaveda tega geostrateškega položaja oziroma sedanja vlada in ministrstvo pomembnosti Luke Koper za oskrbo ne samo Slovenije, ampak celotnega tega srednjeevropskega prostora. In Luka Koper je v tem trenutku v ciklu naložbenja, ko bomo do leta 2028 investirali približno 800 milijonov v razvoj Luke. In zato seveda potrebujemo vsa soglasja. Z vseh ministrstv, kjer imamo sodelovanje, tudi gospe, ki so tu prisotne, sodelujemo izjemno dobro. Se usklajujemo, logično, nihče ni brez napak. Vse pripombe so dobrodošle, to da sodelujemo dobro. To je koncesijsko območje. Izjemno pozdravljamo in verjetno tudi veste, da ne samo, da smo koncesijsko območje, smo tudi carinsko območje. In tu imamo sodelovanje z carino in z policijo. Luka Koper kot taka in naša varnostna služba namreč nima pristojnosti kakršnega koli inšpiciranja blaga, ki prihaja preko Luke Koper, zato so to drugi organi. In tudi tu sodelujemo dobro. Mislim, da kar si zdaj prizadevamo je, da za to tako imenovano enotno vstopno točko, kar pomeni, da bi se vsi postopki in procesi, jaz tih niti ne znam vseh povedati, dejansko na enem mestu združevali in bi vsi, ki sodelujejo v procesu ali pretovora ali skladiščenja, to je tako imenovana pristaniška skupnost, torej ladjarji, agenti, špediterji, lahko imeli enoten carina in policija, enoten portal ali pa enotno vstopno točko v nek sistem, kjer bi se vsi dokumenti obdelovali. To je na primer ena zadeva, ki je zelo pomembna. Morda toliko, no. Zdaj, kjer pa mogoče vseeno, moram povedati, bi pa želeli kakšne izboljšave, mi imamo tudi področja, ki niso v koncesijskem področju, sodelujemo tudi z predvsem občinskimi in
organi izven Kopra, na drugih lokacijah. A ne. Tam se mi pa vseeno zdi, no, da imamo določene vloge izven koprske občine, se pravi drugje po Sloveniji, kjer imamo svoje nepremičnine, da na neko gradbeno dovoljenje čakamo od lanskega oktobra, a ne, za postavitev enega šotora. Mislim, to bi se pa res lahko izboljšalo. No. Eno izmed močnih orodij, ki smo ga razvijali zadnjih 2 leti in bodo rezultati raziskave znani in javno objavljeni konec tega leta, je zadovoljstvo uporabnikov z ključnimi javnimi storitvami državnih organov. Cilj tega projekta je bil pravzaprav dvojen. Prvi je bilo razvoj metodologije, po kateri bomo sploh merili kakovost, zadovoljstvo javnosti z javnimi storitvami. Drugi pa, da se lahko primerjamo na zelo podrobnem vprašalniku tudi z drugimi državami, ki smo jih mi smatrali, da so na tem področju boljše kot mi sami. Kar pomeni Finska, Litva, Latvija, Estonija in tako naprej. Zdaj, preliminarni rezultati so pokazali, da smo Slovenci nadpovprečno zadovoljni z javnimi storitvami, tistimi, govorimo o administrativnimi, ne govorimo o zdravstvu, šolstvu, govorim o storitvah, ki jih zagotavljajo organi državne uprave, seveda tukaj sodijo tudi upravne enote. In pa, če že govorimo o usposobljenosti in tisto, kar se mogoče napačno prikazuje v javnosti, najboljši od vseh 10 držav je sodelovalo, pa smo, in res smo lahko na to ponosni, kako dejavnost naše administrativne delavce, naše uradnike, s katerimi imajo opravka, ocenjujejo kot najbolj strokovne. In to je, mislim, da ena zelo velika pohvala pravzaprav vsem. To je eno izmed orodij in to bomo seveda tudi vsake 2 leti v nadaljevanju merili. Vzorec je naredil statistični urad skupaj z OECD-jem. Sam da povem, da nismo se anketirali sami sebe. Na področju kakovosti predpisov, tu bi si želeli bistvenega napredka. Kot prvo bi si želeli, in to bomo tudi zdaj upam dosegli z tem, ko smo pripravili metodologijo za predhodno merjenje učinkov predpisov in bo s 1.1.2026 postala obvezna. Ne samo, da je obvezna, tudi tisto, kar bodo predlagatelji prikazali kot učinek, bo na voljo javnosti in javnost bo imela na voljo isto orodje, kot ga imajo ministrstva, da bo lahko to metodologijo testirala in podala svoj vidik, ali je ocena prava ali ne. Druga stvar, ki je pa zelo pomembna, je pa seveda naknadna ocena učinkov predpisov. Ali je predpis dosegal svoj namen? Ker če ga ni, zakaj smo ga potem delali? Mi predpise delamo zaradi učinka. In ali smo normirali prav, ali sploh prav, da smo normirali, ali bi lahko ta cilj dosegli drugače. In ta metodologija je recimo drugo orodje za merjenje kakovosti. Za merjenje kakovosti v tem mandatu, kljub najprej prvotno, vse to, ki bodo mogoče lahko načelniki povedali, ker nekaj v tej dvorani, pa vem, da so nekateri zelo motivirani in zelo sodelujejo pri pripravi teh rešitev, je bila tudi upravna statistika. Se pravi, prikaz, koliko časa potrebuje posamezen organ za to, da izda določeno dovoljenje, določeno soglasje, določeno potrdilo in pa seveda primerjava teh organov med sabo. Pa ne zato, da bi drug na drugega skazali s prstom, predvsem zato, da se drug od drugega učimo in da se vprašamo, kateri pa so tisti razlogi, zakaj nekje gre hitreje, zakaj nekje ne. To ne pomeni, da tam niso ljudje dovolj usposobljeni ali pa kompetentni, se sem povedala, da je javnost ocenila, da imamo kompetentne ljudi. Lahko se pojavi na nekem območju bolj kompleksen primer in potem je potrebno do takih stvari pristopiti popolnoma drugače. Treba je pač enostavno razčistiti stvari.
Lotevamo se tudi merjenja inovacijske zrelosti. Ravno ta teden smo objavili portal, na katerem smo prvič sistemsko popisali inovativne projekte v javni upravi. Tudi danes so vsa ministrstva dobila dodatna pozive, ker najprej smo bili zelo zadržani, da ne samo ministrstvo, vse institucije javnega sektorja pravzaprav, da projekte ali pa rešitve ali pa ideje prijavijo kot inovativne. Trenutno jih je objavljenih na tej spletnem mestu 64, verjamem, da ko bomo videli, kaj vse je inovativno, se bojo ti projekti na voljo tudi vsem ostalim. Zakaj? Zato, da se drug od drugega zopet učimo, zato, da ne odkriva vsak po svoje tople vode, da sodelujemo in v okviru tega dodatno na Ministrstvu za javno upravo ponujamo možnost organiziranja izmenjav med zaposlenimi po različnih javnih institucijah, pa tudi z nevladnimi organizacijami in z gospodarstvom. In to širjenje znanja in vse to vrstne aktivnosti se mi zdi, da so tudi merilo kakovosti. Lahko kar naprej, ja, ker zdaj pa mene začel jaz, ki se pa začel komentirati, tako da raje dajte vi. Ja, zdaj, kaj je kolegica ravno že omenila upravne enote, bom jaz rekla, da sicer ne prihajam iz upravne enote, ampak sem nekako še vedno čustveno navezana na njih, ne, v tistem stilu, ker prvega pač nikoli ne pozabiš, ne, tako tudi iz prvega delodajalca nisem pozabila, ampak zdaj, če ravno gledamo, ne, v sklopu to kakovosti, ne, tudi na področju kršitev človekovih pravic ali pa nepravilnosti, če jih imenujem, ni vse narobe, ne, tako kot mi da na prvi pogled zgleda. V nekaterih stvarih smo dobri, v nekaterih imamo pa seveda še veliko izzivov in priložnosti. In zdaj, če bi rekla, če se navežem na upravne enote, mi od tam dobivamo sorazmerno malo prijav, pobud, pisem posameznikov. Pa še takrat, ko so to v glavnem zaradi morda zakonodaje, ki pač prinese nekaj novosti, potem pa se kadrovsko temu ne sledi, tako da drugače nekih pisem, pobud, rečemo pritožb, od tam je bolj malo. No, če bi pa se navezala na to, kar je dr. Ljubičeva vprašala, če tudi mi imamo kakšno orodje za spremljanje lastne kakovosti, zdaj nekega sistematičnega orodja ni, ampak je pa mnogo notranjih mehanizmov. Število utemeljenih primerov, če pogledamo, da mi da leto dobimo okoli nekaj 6-3 000 pobud, tistih, ki pač terjajo našo obravnavo, sicer je še 3 000 ostalih, kjer zgolj pojasnimo situacijo, je od teh 3 000 okoli 14% utemeljenih. Kar je pa kar sorazmerno dosti, glede na to, da mi vemo, da smo mi še nek dodatna pravna pot, dodatna mehanizem, neformalna možnost, pritožbena možnost, poleg vseh ostalih, ki jih pač posamezniki že imajo. Zdaj, v vseh tistih primerih, kjer pač nekako uspemo, kajti tudi mi s svojimi priporočili še zdaleč nismo 100% uspešni, bi si pa tega želeli, tako kot je tudi namestnica iz KPK-ja poudarila, takrat, kjer pač dosežemo neko spremembo ali pa sploh spremembo zakonodaje, da dosežemo, da se nekaj skozi ustavno odločitev spremeni, takrat pa to za nas predstavlja uspeh. Seveda smo pa uspešni in to je tudi merilo uspešnosti v številnih mednarodnih povezavah, kjer skozi različne mehanizme, kot je tudi univerzalni periodični pregled, poskušamo vplivati na našo državo, da določene stvari le spremeni. Kaj, kot sem rekla, ni vse narobe, so pa nekatera področja zelo kritična, to je na področju socialne varnosti, pomanjkanje kadrov za vsega zdravstvenega osebja, pomanjkanje kadrov, zdaj vsi vemo, sprejel se je zakon o dolgotrajni oskrbi, pa pri izvajanju smo zelo na slabem. Seveda na področju, zdaj če rečem, področju pravnih postopkov, kje mi vidimo neko ozko grlo področje tujcev, dolgotrajni postopki, ki so zdaj smo v enem posebnem obdobju, število vlog se je povečalo, zdaj kadrovska popolnitev pa verjetno temu ne sledi. Potem kronično pomanjkanje tudi inšpektorjev, čisto na vseh področjih. Zdaj, če pa še pogledamo na področju okolja, kaj mi zaznamo, da morda tisto odločanje o dovoljenjih na področju okolja in prostora ni toliko kritično, kot pa ta postopki sprejemanja prostorskih aktov.
In veliko krat potem ljudje reče, sem pa čakal na gradbeno dovoljenje 2 leti, pa dejansko ni to bilo vzrok, da nekdo na neki upravni enoti ne bi zadeve vzel v obravnavo pa delal vse tako, kot je pač predpisano, pač pa so bolj problem postopki v zvezi z sprejemanjem prostorske zakonodaje. Tako da tukaj mi vidimo eno ozko grlo, pa možnost za izboljšanje. Spet odgovorila z vidika gospodarstva. Zdaj mi imamo enovit sistem vodenja kakovosti, v okviru katerega so opredeljeni poslovni procesi, potem operativni postopki pa delovna navodila. Poslovni procesi, če boste nosilce poslovnih procesov vprašali, kot je že gospa Duvek rekla, absolutno nima nikakršnega tveganja koruptivnega. Vsi pa vemo, da so to inherentna tveganja, ki so vgrajena v vsak proces. Zaradi tega smo mi tako tudi postopali in ta inherentna tveganja opredelili in sprejeli tako imenovani etični kodeks. Etični kodeks je dokument, ki ga mora sprejeti vsak zaposlen v Luki, ki jih nas je 2500, in tudi vsak dobavitelj. In dobavitelj pač s tem, ko podpiše naš etični kodeks, mora soglašati določenim pravilom, pri čemer pa smo tudi uvedli tako imenovano linijo žvižgačev, ki je neodvisna linija preko popolnoma zunanje tudi inštitucije locirane v tujini, kjer lahko vsak prijavi kakršnokoli obliko neetičnega korporativnega ravnanja, kar se je pri nas obneslo kot zelo dobro. In primer, na primer, ko so bile tudi prijave proti določenim dobaviteljem, smo lahko na ta način tudi ukrepali v skladu s tem etičnim kodeksom. Je pa potrebno pač nekje začeti in presekati neko miselnost, da koruptivnih procesov ni. Samo po sebi so lahko, saj ne rečemo, da to obstaja, ampak imajo neko inherentno tveganje vgrajeno. Se bom jaz malo vrnil, če dovolite. Jaz mislim, da je predsednica uprave na tem panelu lepo izrazila neka pričakovanja. Naprimer, hitrejše pridobivanje gradbenih dovoljenj. Nisem se hotel preveč vmešati, ampak zdaj ta glas gospodarstva, rečemo, je bil slišan. Zakonodaja se zdaj spreminja. Nisem pa, osebno stališče, nisem pa prepričan, da povsem v pravo smer. Določene stvari se bodo pohitrile, poenotile, ampak rečemo, predvsem tisti vidik pridobivanja soglasij mnenjno vezano mečkano sporen. Mogoče bi sam pokomentiral še tole glede zakonodaje pa presoje vplivov. Jaz sem vedno vesel, ko to slišim, sploh ker kolegica Treban to predstavlja, ker je vedno nek napredek, ampak o tem konec koncev konstantno govorimo. Tako da jaz predvsem upam, da bodo tukaj seveda tudi neki rezultati, ker prej je bilo omenjeno tudi vprašanje, preveč imamo zakonov. Zdaj, pri zakonih je tako, jaz sem pravnik, ne mi tega zameriti, ampak če date meni 2 zakona, lahko bi si zdaj kjer ga izbral, ne vem, nazadnje smo ravno v neki nevladni organizaciji kot prostovoljstvo. Če date meni en dan, bom jaz iz 2 zakonov naredil enega. Pa to pomeni, da bo zdaj pa to boljše? Ne bo. Ni samo število zakonov, to želim povedati. Tudi neka fama je bila nekaj let nazaj, o debirokratizaciji, zmanjšali smo število zakonov, ne gre za število zakonov, gre za kompleksnost, jasnost, povezanost upravnih pravil znotraj teh. Vso zaledje, ki ga omenjate do Gorice, je prvič zelo pomemben bazen za zaposlovanje v Luki Koper. Luka Koper je sprejela svojo strategijo razvoja od leta 2024 do 2028, v kateri v bistvu, kot sem rekla, imamo največjo naložbo podaljšanje enega pomola. In to bo pomenilo, da se naša kapaciteta dvigne od 1.200.000 enot kontejnerjev na leto na 1.800.000 in s tem seveda bomo morali tudi povečevati zaposlovanje. Druga odločitev, ki smo jo sprejeli, je, da nadomeščamo agencijsko delo z rednimi zaposlenimi, kar pomeni, to nam je pomembno področje. In ena izmed strateških usmeritev, ki smo si jih zadali in imamo tudi na spletnih straneh strategijo objavljeno, pa je,
širitev zalednih terminalov. Mislim, da ste o tem spraševali. In zaledni terminali so pomembni, kajti luka je geografsko omejena. Mi prostora za te širitve nimamo. Imamo približno 1.800.000 v teh enot kontejnerjev, bo potrebno tudi zagotoviti ustrezne skladiščne kapacitete. In to so pač ta področja, ki ste jih omenjali, in o tem že razmišljamo in tudi se dogovarjamo z ustreznimi organi na državnem nivoju. Jaz bi mogoče glede zakonodaje še dodala nekaj oziroma vodeči del okrogli mize nekaj dodal glede enega, dveh, treh predpisov. Mi ugotavljamo, da je veliko problemi nastanejo tukaj ljudje spreminjanja zakonodaje, kajti v ta proces niso vključeni vsi tisti, ki se na tematiko, na vsebino spoznajo. In zato tudi v nadaljevanju prihaja do več težav, oziroma tudi ni takega učinka sprejetega predpisa, kot bi se morda pričakoval. Pa naj bo to tako pri procesni zakonodaji, kot tudi pri številnih področnih zakonih, delamo predpise pač tudi, mogoče sem tudi sama nekaj vključena tisti, ki morda pa ne vemo največ o teh zadevah. Spreminjamo področje, ki govorjajo invalidov, pa brez tistih, ki se pravzaprav na to najbolj spoznajo. Tako da tudi to je zelo pomembno vključiti vse zainteresirane strani, tako posameznike, kot tudi civilno družbo, ki je pomemben partner v teh procesih. Kajti le tako tudi bomo lahko od nekega predpisa dobili tisto, kar ne nazadnje pričakujemo na začetku, ko si postavimo cilj neko področje urediti. Tako da tudi zaradi tega potem na koncu prihaja do določenih nepravilnosti, kršitev, ker se pač predpisi delajo, predvsem res tistih, ki se na posamezno tematiko najbolj spoznajo. Hvala za vprašanje, mogoče imam srečo, ker imam doma inšpektorja. Sličen. In tisto, resnično, moj mož dela na področju letalske inšpekcije. Tam je na Agenciji za civilno letalstvo seveda presojajo varnost v letalstvu, kako so organizacije, ki vzdržujejo letala, kako kakovostno opravljajo svoje delo. In razumem vaše stališče zlasti v tem delu, ker se doma pač o tem veliko pogovarjava, kako so lahko njihove stranke zadovoljne, ker to so imeli tudi eno predavanje pri njih, ko je nekdo zunanji prišel povedati, kako morajo biti stranke pri njih zadovoljne, tako kot so stranke v Mercatorju. Mogoče ni bila najbolj posrečena izjava. Kako lahko povečamo pogledu? Jaz mislim, da zlasti z preventivo, s preventivnimi aktivnostmi. Ne zgolj s tem. Takrat, ko pride do nekega prekrška ali pa neke nevšečnosti in ko že nekdo mora izdati ugotovitve, takrat seveda nihče od nas ne more pričakovati, da bo stranka na drugi strani zelo dobre volje. Verjamem, da razume, če je argumentacija odločitve takšna, kot pač mora biti, ampak predvsem v smeri preventive in predvsem tudi v smeri usposabljanj, izobraževanj in dela z inštitucijami, ki jih nadzorujete, in predstavitve teh dobrih praks, mogoče tudi javnosti in povezovanju. Jaz mislim, da imate en zelo dober organ, inšpekcijski svet, kjer se tudi izmenjujejo lahko vaše izkušnje in mogoče pa se dogovoriti. Jaz vem, da je inšpektorjev premalo, ampak tudi naslavljati zlasti ta preventivni del. Jaz mislim, da na tak način bi lahko bistveno povečali kakovost, pa tudi zadovoljstvo, ker se kršitve v resnici zmanjšajo. Se nikomor ni v interesu, da nekoga zapre, pa da izreče globo. V interesu je, da dobro delajo, ker to pomeni dobro za vse nas. V redu, če ni, bom pa jaz malo vprašanje kakovosti vrnil še strani organizatorjev. Nekaj let nazaj mi seveda tudi spremljamo vaše zadovoljstvo z organizacijo tega dogodka. Zdaj, glede na število udeležencev, mislim, da neka stopnja zadovoljstva obstaja, ampak spomnim pa se nekaj časa nazaj, da tista stvar, s katero ste bili, ali pa tudi smo bili, lahko tudi sebe števimo, najbolj nezadovoljni, premalo časa za
kosilo. Ne? Prazna vreča ne stoji po konci. In naša ura je bila določena do 12, tako da jaz imam še 7 sekund. Jaz bi se res zahvalil torej udeleženkam za to tvorno, prijetno razpravo. Ostalim želim, bom rekel, kakovostno preživeti čas na kosilu, dober tek in pa ne pozabiti čez uro pa pol se vrniti sproščeni, siti in tako naprej.